Rdeči ribez se razlikuje od črnega ribeza že po samem izgledu grma. Veliko je, več je enoletnih poganjkov, čisto drugačen je tudi les, mogoče se blizu je videti, da se lup nekoliko lušči. To je pri večini rdečega ribeza, seveda je pa drugače pri vsaki sorti, ne. Najbolj rodni poganjki rdečega ribeza so enoletni poganjki, ki izraščajo iz dvoletnega lesa. Na primer tale poganjek, ki je na lanskoletnem lesu dosegel dolžino približno 50 centimetrov. Na tem poganjku imamo najlepše brste pri rdečem ribezu. Če primerjamo te poganjke na dvoletnem lesu s triletno vejo, lahko opazimo bistveno razliko. Triletni les je drugačne barve, vedno je temnejši in na njemu izraščajo krajši in drobnejši lanskoletni poganjki. Na teh poganjkih, če pogledamo, so brsti šibkejši in tudi na posameznih delih lahko opazimo prav rozetasto razraščanje, tako kakor na primer pri češnji. In prav iz teh rozetic se razvijejo zelo kratki, zbiti grozdi s kratkim pecljem. To je nezaželjena lastnost pri rdečem ribezu, in sicer zaradi obiranja in zaradi samega izgleda. Tudi pridelek je na takem grmu z veliko dolgih enoletnih poganjkov na mladem lesu mnogo večji kot na taki triletni ali celo štiriletni rodni veji, kot je na primer ta. Pridelek takega grma je približno 5 kilogramov, lahko tudi 6 kilogramov, medtem ko imamo pri črnem ribezu na najbolj močno razvitih grmih od 2,5 do 3 kilograme, z redkimi izjemami tudi 4 kilograme. Pri belem ribezu, ki je v bistvu izvira iz rdečega ribeza, je razporeditev brstov na rodnih vejah enaka kot pri rdečem in tudi lastnosti izraščanja in pridelka so pri belem ribezu popolnoma enaka kot pri rdečem. Mogoče vam je prav zato zdaj tudi bolj jasno, zakaj želimo stare rodne veje, kot je na primer tale 4-letna veja in ta 3-letna veja, zakaj jih izrezujemo iz grma. Predvsem zato, da imamo lep in mlad poganjek. Velikokrat pri rdečem ribezu poganjke prikrajšujemo, česar pri črnem ribezu nikoli ne delamo. Razlog, zakaj prikrajšujemo te poganjke, pa je predvsem spet v tem, da so ti grozdi bolj prehranjeni in da je pridelek predvsem lepši. Pred nami je grm, ki smo ga vzgajali v obliki špalerja oziroma ob opori. Za tak način gojenja se odločimo predvsem, ko želimo imeti izrazito lepe in dolge grozde. Grm pri taki vzgojni obliki mora imeti še manj rodnih poganjkov. Najpogosteje se odločimo za 3 do 4, mogoče tudi do 5 poganjkov, vendar temelj te vzgoje je ta, da 3 ali 4-letne poganjke redno izrezujemo vsako leto in vedno pustimo 2 močna poganjka za nadaljnje gojenje. Tukaj je zelo zanimivo, kako je izrasel ta enoletni poganjek, če ga primerjamo z 2-letnim, ki je izrazito lepo obraščen s dolgim enoletnim lesom. To je ta enoletni les, ki bo imel izrazito lep pridelek. Potem imamo tukaj zanimivo 3-letno vejo. Ta 3-letna veja ima že bolj nagosto izraščene brste in tudi rozete tukaj na koncu, na primer, to je ta rozetasta. In prav to so tisti
brsti, ki bojo imeli zelo veliko pridelka, vendar bodo grozdi nekoliko krajši in zbiti. Prav zaradi tega imamo pri taki vzgoji nekoliko drugačno rast kot pri ostalih rastlinah. Tukaj pa imamo 4-letno vejo in na tej 4-letni veji je vse to še bolj izraženo. Ta zbitost brstov ob steblu je izrazito vidna. Te poganjki enoletni pa so krajši, drobnejši in tudi brsti seveda temu primerno razviti.